já começou, mas vocês notaram que Israel não está participando da Copa? Danes bomo skupaj odkrili, zakaj je tako in kakšno krivdo ima pri vsem tem FIFA. In ker Izrael ne sodeluje na svetovnem prvenstvu, smo danes prišli na ulice Jeruzalema, da vprašamo Izraelce, za koga v resnici navijajo na svetovnem prvenstvu leta 2026. Torej, če ste pripravljeni, začnimo. Da bi razumeli, zakaj Izrael ni na svetovnem prvenstvu, moramo najprej pogledati na zemljevid sveta. Poglejte, Izrael je v Aziji, vendar je skupaj z drugimi sosedi, ki nam niso tako naklonjeni, kot so Afganistan, Pakistan, Sirija, Iran in še več drugih. In seveda, ker je Izrael v Aziji, je Izrael igral skupaj v Azijski nogometni zvezi. In Izrael ni samo sodeloval, ampak je imel tudi dobre rezultate. Pravzaprav je Izrael leta 1964 osvojil azijski pokal. In ne samo to, na prejšnjih prvenstvih leta 1956 in 1960 je bil Izrael podprvak. In naslednje leto, leta 1968, je Izrael osvojil 3. mesto. Leta 1970 je Izrael dosegel ogromen uspeh za tako majhno državo. Leta 1970 se je Izrael uvrstil na svetovno prvenstvo. Toda ta uspešnost izraelskega nogometa je začela motiti tiste države, ki ne sprejemajo obstoja Izraela. Te države, predvsem iz Azije, ki si prizadevajo za uničenje Izraela, nekatere med njimi celo še danes. In zato je bila izraelska ekipa na naslednjem azijskem pokalu leta 1972 ogrožena in je bila prisiljena zapustiti pokal. Predstavljajte si to, leta 1972 se je začel pokal in Izrael je bil tam z vsemi igralci. Toda ekipa pa je morala zapustiti državo gostiteljico, morala je oditi in se vrniti v Izrael. To je bilo tudi zaradi pritiska, pa tudi zaradi fizične grožnje ekipi. In potem se je situacija samo še slabšala. Izrael, ki je bil takrat izjemno mlada država, Izrael je izgubil svojo neodvisnost, govorimo o približno 2000 letih nazaj, in je ponovno pridobil svojo neodvisnost šele leta 1948. Izrael, ki je imel takrat manj kot 30 let neodvisnosti, je dosegal tako zmage, kot tudi negativne rezultate v nogometu. In zato Kuvajt, ki je majhna arabska, muslimanska, azijska država, kuje načrt proti Izraelu. In leta 1974 organizirajo glasovanje za izključitev Izraela iz Azijske nogometne zveze. In potem se vse države zberejo in kakšen je bil rezultat? 17 držav je glasovalo za izključitev, 13 proti izključitvi in 6 se jih je vzdržalo. In s tem rezultatom je bil Izrael uradno izključen iz Azijske nogometne zveze. Poglejte to nesmiselnost. Dobesedno stojim v Aziji. Izrael ni niti za trenutek zapustil azijske celine. Vendar pa je bil Izrael od leta 1974 prepovedan igrati nogomet v Aziji in predvsem sodelovati v azijskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. In pravo vprašanje je, kako lahko Izrael sodeluje na svetovnem prvenstvu, če ne sme sodelovati v kvalifikacijah. In tukaj točno tako. V tem trenutku, že leta 1974, bi morala posredovati mednarodna nogometna organizacija,
ki organizira in nadzoruje tudi svetovno prvenstvo, torej prav FIFA. In kaj je FIFA naredila, ko je videla, da politično glasovanje posega v nogomet? Kaj so naredili? In odgovor je popolnoma nič. FIFA je preprosto videla, kako politika posega vmes in si je umila roke ter ni posredovala. Torej, kaj se je zgodilo z izraelsko nacionalno ekipo? Izrael je nato začel igrati v Oceaniji. Potem je Izrael prešel v Evropsko ligo in celo odigral nekaj tekem v CONMEBOL-u, Južnoameriški ligi. In končno, leta 1994, 20 let po izključitvi, je bil Izrael končno sprejet kot član UEFA, Zveze evropskih nogometnih zvez. In to je imelo pozitivne in negativne posledice. Pozitivna stran je, da je Izrael začel igrati nogomet skupaj z nekaterimi najboljšimi ekipami na svetu, tako klubi kot reprezentancami. Prav tako pa je Izrael postal del evropskih lig. In to je pomagalo dvigniti in izboljšati raven celotnega izraelskega nogometa. Toda negativna stran pa je, da je to skoraj onemogočilo uvrstitev Izraela na svetovno prvenstvo. Namesto da bi igrali proti državam, kot so Afganistan, Iran in drugim ekipam, ki niso tako dobre kot Brazilija, Evropa, zdaj se mora Izrael pomeriti z Belgijo, Nemčijo, Francijo, nekaterimi najboljšimi ekipami na svetu. In zato, odkar se je Izrael preselil iz Azijske lige v Evropsko ligo, se nikoli več ni uspel kvalificirati na svetovno prvenstvo. Prav zato, ker FIFA dovoljuje, da politika posega v mednarodni nogomet. In prav nogomet je tako močno orodje za približevanje narodov, za povezovanje narodov, za spodbujanje miru. In vidimo, da se včasih nogomet uporablja prav za nasprotno. In mislim, da je najboljši primer potenciala, ki ga ima nogomet, pogledati na izraelsko državno reprezentanco. In ni nam treba gledati daleč. Poglejmo ekipo, ki je tekmovala v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer se Izrael zdaj ni uvrstil za leto 2026. V tej ekipi imamo drug ob drugem Arabce, muslimane, Jude, imamo fantastične igralce, kot so Mohamed Abu Fani, Mahmoud Jaber in Sayed Abu Farhi. In če govorimo o kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, je Izrael v teh zadnjih kvalifikacijah igral v skupini številka 1. Izrael je zasedel 3. mesto, vendar sta se naprej uvrstili le prvi 2 ekipi. Na prvem mestu je bila Norveška, na drugem Italija, Izrael pa je izpadel skupaj z ekipami, ki so bile uvrščene nižje. Ampak vidimo, da je to razumen rezultat za tako majhno državo, kot je Izrael. Ampak čeprav Izrael ni na tem svetovnem prvenstvu, vsako leto na tisoče, včasih celo 10 000 Izraelcev potuje na različne konce sveta, da bi spremljali svetovno prvenstvo. In letos ni izjema. Torej, čeprav Izrael ne igra, bodite prepričani, da so v Izraelu oči uprte v tekme. In vprašanje, na katero moramo danes še odgovoriti, je: če Izraelci gledajo svetovno prvenstvo, za koga navijajo? In zdaj se bomo sprehodili po središču Jeruzalema in izvedeli od prebivalcev tega mesta. Gremo!
Prišli smo v središče Jeruzalema, natančneje v zelo slikovito četrt imenovano Nahalativa. Kot lahko vidite, je danes tukaj zelo živahno. Ljudje nakupujejo in se sprehajajo. Zdaj bomo ustavili Jeruzalemčane, da vidimo, kaj v resnici mislijo o svetovnem prvenstvu. Živjo! Živjo! Kako se gili? In ali želiš gledati tekme svetovnega prvenstva? Sem del njih, ja. In za koga navijaš na svetovnem prvenstvu? Veliko sem razmišljal o tem in zdi se, da za Korejo. Lepo, lepo. Kakšno sporočilo imaš za Južnokorejce, ki nas gledajo? Wow, pravzaprav sem videl veliko Južnokorejcev, ki prihajajo v Izrael in res zelo imajo radi Izrael. Zato samo da veste, tudi mi imamo radi vas. Pridite k nam z veseljem, z ljubeznijo in enako velja za ves svet. Ne poslušajte, kaj pravijo v novicah, to ni res, mi smo v redu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Bilo mi je veselje, hvala, vsem pozdrav. Kako vam je ime? Marcela. In želite gledati tekme svetovnega prvenstva? Še posebej Argentino, vse. Torej, ne vem, če vas bom videla na svetovnem prvenstvu. Seveda. Zelo si želim, da bi Lionel Messi še enkrat osvojil naslov, ker mislim, da bo to njegovo zadnje svetovno prvenstvo. In kdo je tvoj najljubši na svetovnem prvenstvu? Za Francijo. In misliš, da ima Francija res možnosti za zmago? Adidas. Medtem ko hodimo po ulicah Jeruzalema, poglejte, koga smo srečali. Tukaj smo srečali Brazilce in tudi Kubanca. In želela sem vprašati, ali tukaj živite ali ste tukaj na obisku? Ja, tukaj smo na obisku. Na obisku. In? Mi živimo tukaj. Mi živimo tukaj. In vprašanje zdaj je, za koga boste navijali na svetovnem prvenstvu? Za Brazilijo. Navijali bomo za Brazilijo. Moramo si prizadevati za 6. naslov. Za naš 6. naslov. In bo tudi naš Kubanec navijal? Da, bom navijal za Brazilijo. In nekaj vam moram povedati, ljudje. Tukaj imamo bivšega nogometaša. Tudi njegov sin danes igra nogomet v Braziliji. Torej, povej nam malo več o tem. Ja. Kariero sem začel zgodaj, ampak sem igral. Igral sem za América Mineiro in Minas Gerais. Moj sin trenutno igra za Betim v zvezni državi Minas Gerais. In povej, kako je ime tvojemu sinu, da ga lahko ljudje spremljajo? To je Vitor Hugo, vratar Betima. Torej, Vitor Hugo, objem zate in tudi tukaj bo ekipa navijala za Brazilijo naravnost iz Jeruzalema. Brazilija za! Adiho! Kako vam je ime? Jaz sem Bahar in to je Nissan. In želite gledati tekme svetovnega prvenstva? Seveda. Kaj je to? Po noči, pred jutrom in zvečer, ves čas svetovno prvenstvo. Na svetovno prvenstvo čakamo 4 leta. In še zelo pomembno, za koga navijate? Kdo naj letos zmaga? Torej, do konca navijam za Argentino, jaz pa za Portugalsko, zadnji ples Ronalda, Hvalis Kolbator. Zelo dobro. In kakšno sporočilo imate za vse, ki gledajo? Zelo dobro, žoga prihaja. Točno tako. Adijo. Kako vam je ime? Jaz sem Ziv. Jaz sem O. In vi želite gledati svetovno prvenstvo? Seveda, zagotovo. Zagotovo. Kako lepo. Kateri kibuc je to? Kibuc Haim Ihud. In za koga navijate na svetovnem prvenstvu? Za Brazilijo. Samo za Brazilijo. Kaj hočeš reči? Ni drugega kibuca. Seveda. Radi vas imamo, imate našo popolno podporo, ste vesel narod kot mi. In z Božjo pomočjo si bomo tudi mi svetovno prvenstvo ogledali v živo. Kako ti je ime? Ibrahim. Ali želiš gledati tekme svetovnega prvenstva? Seveda, zaradi tega sem si v službi vzel prosto. Resno. Bemet? Vsako svetovno prvenstvo pomagam pri delu. In ti vsak mesec? Vsak dan 3 tekme. Wow. In vprašanje je, koga imaš rad? Svetovno prvenstvo je zadnja sezona Ronalda, zato bom navijal za Portugalsko. Za koga navijaš na svetovnem prvenstvu? Mehika. Gremo. Jaz pa Argentina. Sem mlad, imel sem že argentinske prijatelje. In kakšno sporočilo imate za vse, ki nas gledajo? Edinstvena enotnost. Edinstvena enotnost in uživajte v nogometu, saj se boste zabavali. Šalom.
Šalom! Srečali smo še več Brazilk tukaj v središču Jeruzalema. Najprej bi vas rada vprašala, kako vam je ime? Lucille, moje ime je Bela. Niste videli, ker nismo snemali. Videla sem brazilsko majico in sem stekla, da bi pogledala. In poglejte, Brazilke. In rada bi vedela, za koga navijate na svetovnem prvenstvu. Seveda, za Brazilijo. Majica pove vse. Ne, res za Brazilijo. Ni druge ekipe, za katero bi lahko navijala, res ni. Mislim, da je lahko svetovno prvenstvo velik dogodek tukaj v Izraelu in resnično ljudje tukaj navijajo za Brazilijo. Ja ne, ljudje so zelo navdušeni. Tukaj je spor med navijanjem za Portugalsko in Brazilijo. Potem ne veš, tudi Argentina je zraven, ampak mislim, da bo uspelo. Ne, tudi neki prijateljev iz službe vaš čas govori, ne, Brazilija bo zagotovo zmagala. Torej, tukaj ljudje, neposredno iz Jeruzalema, kot vidite, je veliko navijačev za Brazilijo. Imate kakšno sporočilo za vse Brazilce, ki nas gledajo? Da, resnično upam, da bo Brazilija zmagala, Brazilija bo zmagala in 6. zvezdica prihaja ljudje. Res je, upanje umre zadnje. Pozdravljeni. Torej, kako vam je ime? Mi smo družina Bruckner, to je Eitan, jaz pa sem Tuvija. In za koga navijate na svetovnem prvenstvu? Za Argentino ali za Švico? Švica. Švica, želimo, da zmaga Švica. Lahko pripravite presenečenje, to se lahko zgodi. Rekla bi, da bosta Švica in Argentina prišli v finale in Švica bo zmagala, ampak jaz navijam za Argentino. Kdo si želiš, da zmaga? Rolando in... Ne znam povedati. Za Lamina Jamala, navija za Lamina Jamala. In najlepša hvala vam. In hvala Braziliji, ki ljubi Izrael. Nadaljevali bomo z našimi intervjuji. Živjo, kako si? Vse v redu? In kako vam je ime? Jaz sem Izraelc. Kdo želiš, da zmaga na svetovnem prvenstvu? Kdo želiš, da zmaga? Jaz želim, da zmaga Brazilija. Da, Brazilija. Da. Imate kakšno sporočilo za Brazilce, ki nas gledajo? Pridite v Izrael, pridite na obisk, želimo, da nas obiščete. Judje ali ne Judje, pridite. To je dežela za vse, da pridajo in vidijo lepoto te dežele. Najlepša hvala. In želite zaigrati pesem za nas? Želite, da zapojete pesem za nas? Lahko to storimo. In smo celo dobili nastop. Kot ste videli, je Jeruzalem zelo navdušen nad svetovnim prvenstvom in navija za številne različne države. Zdaj pa želim vprašati vas. Pustite v komentarjih, kdo mislite, da bo zmagal na svetovnem prvenstvu. Zapišite svoje mnenje tukaj spodaj. Upam, da vam je bil ta video všeč. Bodite danes čim bolj drugačni. Se vidimo naslednji teden.